Hvala lepa za tako lep uvod. Geo Slovenija je res na nek način moj otrok iz onega prejšnjega življenja, ker sem bil še na privatni strani, zdaj bom rekel, nadaljujem to tudi na geodetski upravi in očitno sem danes tudi tista prva kolateralna škoda tele Geo Slovenije, kajti celo dopoldne in v vseh nagovorih smo govorili o povezovanju, sodelovanju in pogovarjanju, ampak smo se očitno tisti, ki smo pripravili to konferenco, pa vse malo premalo pogovarjali med sabo, tako da mi je Matej pokradil ene pol slajdov, ki imam jaz. Obljubil sem njim, obljubil sem Andreju, obljubil sem, da ne bom njihovih slajdov ukradil, tako da ne vem, kaj me sploh še ostalo zapovedati, ampak bom obrnil zadevo na glavo in naredil samo en uvod, ker za mano res sledijo izvrstna predavanja, ki si jih tudi sam želim slišati in mislim, da bom jaz probal narediti samo tem sodelavcem, ki bodo za mano govorili, en tak tekoč uvod. Torej, to je pa vse, tako da se ne bomo ponavljali preveč. Jaz bi najprej rad povedal samo tako eno bom rekel, orisanega obdobja, v katerem živimo in mislim, da mu lahko rečemo, da je temu tudi na nek način sprememba paradigme. Od katastra do geoinformatike. Včasih smo merili na terenu za kataster, urejali meje, arhivirali in se ukvarjali s svojimi evidencami, bolj kot ne zase. Delovali smo znotraj svojih lastnih sistemov in s tem smo bili zadovoljni. No, danes je življenje popolnoma drugačno. Naše podatke potrebujejo predvsem drugi, ne toliko mi sami. Rabijo jih drugi resorji, občine, inšpekcije, zasebni sektor in vse več in več tudi posamezniki. Uporabnik je postal na nek način osrednji lik, okrog tega se vrti celotno naše delovanje in pa seveda pričakovanja, da bodo ti podatki na voljo hitro, smiselno, transparentno, so vsak dan večje. Zato mislim, da ni dovolj, da imamo samo infrastrukturo, da zdaj moramo zgraditi nekaj nad tem in o tem smo že dopoldan veliko povedali, zgraditi moramo nek ekosistem, v katerem bodo te podatki krožili in živeli naprej. Vsak čas potrebuje na nek način svojo prelomnico. Tako kot je bila za kataster slovenski Marija Terezija, nekakšna prelomnica, s katero se je začel vse skupaj močno in pospešeno razvijati. In treba je povedati, da takrat ni šlo za neko geodetsko navdušenje, šlo je za davke, šlo je za upravljanje države, šlo je za nekakšen red. Vzpostavljen je bil ta kataster in jaz menim in ocenjujem, da smo danes pred neko podobno prelomnico. Svet postaja na nek način kompleksnejši, odločitve so vse hitrejše, podatki so vse bolj nujni in potrebni. In jaz mislim, da zopet potrebujemo nekaj popolnoma novega, nekaj prelomnega, nekaj, kar bo pomenil neko novo kvaliteto. Nek nov okvir, ki bo držal skupaj podatke, ljudi in procese in tako malo potentno si upam reči, morda je pa Geo Slovenija ta prelomnica tega časa, ki ga zdaj živimo. Zakaj pa ravno sedaj ta Geo Slovenija? Zakaj pa ne že prej, zakaj pa ne čez kakšen let kasneje? Če pogledamo ta širši kontekst, lahko ugotovimo, da se je vse skupaj začelo že daljnega leta 2007 s sprejemom te zelo poznane direktive Inspire, ki je bil en tak pomemben začetek. Zakaj? Zato, ker nam je dal standarde, zato, ker je določil, da se moramo med sabo pogovarjati in da moramo med sabo sodelovati, predvsem zaradi prekomejnega, bom rekel, sodelovanja in nadaljevanja nekih podatkovnih nizov prek meje. No, ta Inspire direktiva, kolikorkoli nam je dala meni zelo veliko sivih las, pa še verjetno še komu drugmu, ker je bila res okorna in ne vem, toga,
pa je bila vsekakor koristna. Treba je priznati to in tudi, bom rekel, glede na Inspire direktivo in implementacijo v Sloveniji, ima geodetska uprava kot nacionalni koordinator za to pač danes to funkcijo, da lahko razmišljamo tudi o Geosloveniji na koncu koncev. No, potem je prišel en, bom rekel, nacionalni preobrat ali globalni preobrat in Združeni narodi so oblikovali znotraj UNGGIM IGIF, to se pravi nek institucionalni okvir, ki je prvi rekel to, kar danes govorimo že celo dopoldne, da podatki brez ljudi, procesov in zaupanja ne delujejo. IGIF prinaša nov pogled od tehničnih sistemov k podatkovnim ekosistemom in skupnostim. No in temu je dodala še Evropa svoje z vsemi temi raznimi zakoni, ki sem jih tamle pač napisal. In vse skupaj danes rezultira v to, da imamo dober institucionalni okvir, da imamo dobre osnove za to, da to našo skupnost Geoslovenijo na nek način izgradimo. In odgovor Slovenije na te izzive, ki sem jih zdaj naštel, je bil prav ta zeleni slovenski lokacijski okvir. Jaz moram reči, da je bil leta 2021, se je zadeva začela pripravljati, končali ga bomo junija naslednje let in je bil kar preroški za tiste čase. Danes, ko pogledamo, se morda ne zdi nič kaj posebenega, ampak konec koncev za tiste čase leta 2021 je bil kar velika reč in dal nam je dovolj velike, bom rekel, tako materialne kot druge osnove za to, da danes lahko govorimo še enkrat o Geosloveniji. Spet sem kaj narobe naredil, v redu. Že danes so v dopoldanskem delu Matej z ekipo govorili o tem horizontalnem povezovanju. Slo 4D je imel te 4 cilje, ki so napisani tukaj, povezovanje, odpiranje, dostopnost in podatki. To na nek način, če znamo danes, ko govorimo že cel dopoldan okrog tega, nam je jasno, so to vsekakor vrednote, ki jih Geoslovenija mora živeti tudi vnaprej. In to povezovanje smo najprej naredili za partnerji, ki v tem projektu nastopajo in te partnerji so, bom rekel, ali pa ta področja so področje nepremičnin, prostora, voda, narave in okolja. Znotraj tega smo naredili, kot je Matej rekel, 7, bom rekel, tistih stičnih točk, 7 nekakšnih povezav. 7 nekakšnih povezav in tukaj naštevam pač samo eno povezavo in sicer recimo povezali smo e-graditev in informacijski sistem presoje za predhodni postopek in na ta način, bom rekel, smo povezali še 7 drugih procesov. No, to je tudi predmet tega, kar moramo narediti do 31.12. letošnjega leta in dokazati Evropi, da smo, bom rekel, uspešni bili v projektu Slo 4D in smo zgodbo, bom rekel, speljali na tak način. Ta slikca bo med drugim eden od dokazov, da bomo kolegom v Evropski uniji, kar ni vedno zelo enostavno, sploh pri tematiki, ki je, bom rekel, prilično kompliciran za tiste, ki nas ocenjujejo in so ponavadi kakšni ekonomisti oziroma pravniki, ni zelo enostaven razložiti. In zdaj prihajam na tisti del, ki mi je, bom rekel, Matej že malo vzel vetra iz jader, pa bom šel zato hitro čez, da smo te povezave lahko sploh vzpostavili, smo se morali najprej spoznati, kar ni bilo zelo enostavno. Da smo se spoznali, smo morali naštudirati vse procese. In Matej je to že povedal, da smo naštudirali procese zaradi tega, da smo najdeli sploh stične točke, ki jih lahko informatiziramo in povežemo. Ampak, kar je pa zelo pomembno drugo, da smo pa pri tem, smo se spoznavali in naredili toliko in toliko teh procesov na vseh teh okoljih, kjer smo to pač počeli, smo pa sprot začeli graditi, kot da bi vedeli, da nam bo to nekoč prišlo zelo prav, kataloge in to kataloge in smo vse te procese strukturirano zapisali v katalog, v tak katalog procesov.
Ampak smo ugotovili, da ni samo proces. Vsak proces ima na drugi strani tudi informacijske rešitve. In smo popisali od vseh partnerjev še vse informacijske rešitve in jih zapisali prav tako v en ločen katalog informacijskih rešitev. In potem smo ugotovili, da mi komuniciramo z zunanjim svetom in tudi med seboj preko spletnih storitev in smo naredili in smo popisali še od vseh partnerjev vse spletne storitve. In smo naredili katalog spletnih storitev. In seveda vse skupaj pa nič ne poteka brez podatkov oziroma podatkovnih zbirk in smo popisali še vse podatkovne zbirke, ki so pri vseh partnerjih, ki so bili v projektu SLO 4D in naredili katalog podatkovnih zbirk. Torej, pa še en katalog smo naredili in potem smo rekli, kje pa je tisto, kar nas je skupno in smo rekli, bomo naredili še te gradnike, ki nas povezujejo oziroma ki jih lahko partnerji uporabljajo in smo naredili še nek katalog gradnikov. In vsi ti katalogi so med seboj povezani. To se pravi, če rečem ena informacijska rešitev, ima povezavo na katalog podatkov, ima povezavo na katalog procesov, ima povezavo na katalog, ne vem, to se pravi, vsi so med sebojno povezani. Vsi te katalogi bodo tudi v projektu SLO 4D prenešeni na državni računalniški oblak na MDP-ju in uporabni v novem geoportalu Slovenije, ki ga bo za mano predstavila Nina. Jaz ne smem tukaj na tem mestu, ampak ok. To se pravi, to je eden od sestavnih delov, da je zadeva, bom rekel, popolnoma transparentna. Seveda, poleg tega, da smo naredili vse te kataloge, smo naredili tudi in pa preverili in pa dopolnili metapodatkovne opise in šifrante in tudi te bodo sestavni del seveda novega geoportala. Tisto, kar bi jo posebej rad povedal, je pa tale peskovnik. Mi smo znotraj projekta SLO 4D naredili peskovnik. Peskovniku se igramo. Ampak, kot kaže, se ne bomo samo igrali, ampak delali že tudi resne stvari, oziroma smo jih že. Kaj je peskovnik? Verjetno si mnogi od vas ne predstavljate, tudi tam zunaj sem zdaj dobil eno vprašanje na to temo. Peskovnik je okolje, informacijsko okolje, v katerem bomo lahko delali na podoben način kot v državnem računalniškem oblaku, to se pravi, bomo lahko razvijali neke aplikacije, delali neke proof of concept nekih aplikacij, seveda v manj kontroliranem okolju, kot je DRO, da bomo, bom rekel, razvili določene zgodbe do te mere, da bodo sposobne potem prenosa in dograditve in prenosa v državni računalniški oblak. Ena od prvih stvari, ki smo jo znotraj tega peskovnika naredili, je bila, ali pa bom tako rekel, uporabna zadeva bodo kolegi inšpektorji, ki bodo znotraj tega peskovnika prvi dobili neko aplikacijo, na osnovi katere bodo lahko geolocirali svoje zadeve, kajti znotraj tega peskovnika smo naredili nekaj gradnikov, ki jih lahko vsak, ki ima kakršenkoli problem, uporabi in tako na lažji način sestavi svojo aplikacijo oziroma karkoli potrebuje za svojo informatizacijo na nek način. Tako da kolegi inšpektori so prišli k nam in to je bil za mene vrhunski primer tega, kaj GeoSlovenija je, s problemom, ki ga imajo, ki ga na nek način niso znali rešiti ali si niso zamišljali, kako bi ga rešili in vsi te strokovnjaki, ki so prej tukaj sedeli, skupina za geoinformatiko in vse, so jim pomagali skupaj razmisliti in narediti in do konca projekta SLO 4D in bomo v peskovniku naredili neko aplikacijo, ki jo bojo potestirali, ugotovili, da je to, kar oni potrebujejo in vse in v nadaljevanju potem prenesli, bom rekel, na DRO. In ta peskovnik bo ena od stvari, ki bo GeoSlovenija, po katerem jaz upam, da bo GeoSlovenija tudi v bodoče prepoznana. Še par tehle zadev, ki smo jih omenili. GeoSlovenija ima že zdaj kar dobro bazo znanja zadaj, od filmčkov do zbranih vprašanj
do zbranih novic in tako naprej, in tudi to bo del novega portala Geoslovenije, o katerem bo več, kot rečeno, kasneje povedala Nina. Mi smo že zdaj imeli v projektu en portal, ampak ta ni bil ta pravi portal Geoslovenija, ta je bil namenjen nam, ki smo v projektu delali, to se pravi vsem projektnim partnerjem, da smo se znotraj tega lahko na učinkovit način obveščali med sabo, dostopali do nekaterih stvari. Pravi portal Geoslovenija bo srce Geoslovenije in bo, bom rekel, povezava vsega, kar partnerji imajo, in preko ene dostopne točke dostopno vse. Do podatkovnih nizov, do storitev in API-jev, do primerov dobre prakse, do povezav do zunanjih portalov, do baze znanja, do novic in dogodkov, in še nekaj, kar je zelo pomembno, novi geoportal bo imel en razdelek, ki smo ga poimenovali skupnost, in ta bo pa, bom rekel, tisti organizacijski del portala, ker Geoslovenija brez dobre organizacijske podpore nikoli ne bo delovala. Tukaj v zadaj je potrebno en kup nekih dogovorov. Ne glede na to, da so podatki v Sloveniji free and open, mi rabimo določene dogovore. Mi moramo urediti to področje, kako in na kakšen način bomo delovali. In danes bomo podpisali prvi dokument, kjer bomo, bom rekel, na nek način probali, bom rekel, udejaniti to skupnost in tudi ta srce skupnosti, ki se bo izkazal skozi ta novi portal Geoslovenija. Kup uporabnih primerov smo že zdaj naredili, ampak glede na to, da jih bomo videli kasneje, v predavanjih se tle ne bi dosti ustavilo. To vse, kar sem zdaj pokazal, so na nek način gradniki te naše nove Geoslovenije. Ampak najbolj pomembni so pa teli. In to so povezani strokovnjaki. Jaz to, kar smo danes tudi že, pa sem hvaležen obema ministroma, da sta izpostavila, da Geoslovenija je več kot infrastruktura, je res. In to tisti, ki na geodetski upravi in tudi zunanji partnerji drugje živimo in verjamemo, je to res. Več kot infrastruktura, več kot samo podatki, to smo predvsem ljudje. Kaj bomo danes podpisali? Na koncu, jaz sem zelo vesel, da bomo to podpisali. Zakaj? Namreč vedno me je bilo strah, da ko bo 26. junija konc projekta SLO 4D, da nam bo vse skupaj padlo z mize, ker denarja ne bo več in ne bomo delali več. In bo kar naenkrat, čez en let, se noben več ne bo spomnil, kaj je to Geoslovenija bila. In nočemo tega, res nočemo tega, želimo si, da bo to živelo naprej, in živi lahko pa naprej samo tako, da bom rekel, nekaj formalno ustanovimo, sicer zdaj zaenkrat to še ne bo nobena pravna oseba ali karkoli drugega, ampak tamle vidim, da se je pridružil nam dr. Domen Mongus, on je nam pomagal s svojimi velikimi izkušnjami napisati en akcijski načrt, kako bomo tudi po koncu to se pravi projekta SLO 4D probali to Geoslovenijo obdržati pri življenju, kako in na kakšen način. In med drugim so to seveda tudi ustanovni akti, so statuti, so tukaj kup pravilnikov, tukaj moramo se, bom rekel, v pravnem smislu ali pa bom rekel v smislu, v normativnem smislu, bom rekel, krepiti in to zgodbo začeti, in zato sem vesel, da bomo danes to podpisali in da bomo pri tem podpisu jasno tudi noter navedli, da ene koristi bomo vsi tisti, ki bodo pristopili že danes, imeli od tega. Med drugim tudi to, da vsi, ki boste podpisali, boste za eno leto dobili možnost uporabe satelitskih posnetkov PlanetScope, ki jih je prej omenil že kolega Milčinski. Seveda bomo pričakovali vsakega, ki se bo priključil, da bo dal noter v to Geoslovenijo del sebe, da bo prispeval v skupnosti, ne samo dobil, da bo tudi prispeval. Prispeva pa lahko na zelo različne načine. Na načine, da bo prispeval svoje znanje, na načine, da bo prispeval svoje podatke, na načine, da bo prispeval svoje ideje,
In kar je najbolj pomembno, se mi zdi od vsega pa je, da bomo skupaj z vsemi temi partnerji gradili in našli ogromno nekih use caseov, ogromno nekih uporabnih primerov, ki bodo na podatkih, ki jih bo imela Geoslovenija, oziroma na vseh, ki bodo na osnovi te skupnosti izvedljive, in tukaj sem jih nekaj pač naštel. Več bo teh podatkov, večja verjetnost je, da bo ta Geoslovenija preživela. Kajti, ko bo prišel čas, ko bo projekta konec, bomo mogli najti na nek način, kako in na kakšen način bomo financiranje oziroma življenje te Geoslovenije, bom rekel, nadaljevali. In še za konec, povezani v ekosistem prostora je naslov tele konference. Torej, Geoslovenija je odprta skupnost. Vsakdo, ki uporablja, ustvarja ali upravlja prostorske podatke, je dobrodošel. Danes bodo podpisali to partnerji projekta in nekateri zraven. Sem vesel, da je Inštitut za vode se priključil. Vabljeni ste pa vsi, ki ste pripravljeni, da pod zelo blagimi zavezami, ki jih ima ta, bom rekel, pristopna izjava, pristopite zraven in prispevate del sebe in, bom rekel, krepite to skupnost. Kajti več nas bo, močnejši bomo. In mislim, da samo skupaj lahko zgradimo ta ekosistem prostora. Evo, tole za mene. Hvala lepa.